Pobuda za več ur športne vzgoje za bolj zdrave otroke. Tretjina slovenske mladine je pripravljena zapustiti državo. Pol stoletja obstoja študentskih domov. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru, kjer se je dopoldne sestal svet zavoda. Vodstvo je predstavilo letno poročilo za lani ter finančni načrt in načrt dela za letos. Univerzitetni klinični center Maribor je lansko leto končal s 3,3 milijona evrov izgube. To pripisujejo v glavnem plačilu tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 2,7 milijona evrov. Poslovanje bolnišnice ni ogroženo, da poslujemo, kar se tiče denarnih tokov v okviru, bi rekel, razumnih plačilnih rokov. Ti se niso podaljšali več kakor za 30 dni. Tako da, če bo ostala situacija taka, kot je sedaj, bomo nekako uspeli tudi v prihodnjem letu zagotavljati izpolnjevanje programa. Letos načrtujejo 166 milijonov evrov prihodkov in odhodkov, od tega slaba 2 milijona za naložbo v oddelek za forenzično psihiatrijo. Tam so načrtovane tudi nove zaposlitve, sicer povečanja števila zdravstvenega osebja v kliničnem centru ne predvidevajo. Zaposlovanje študentov je bolj zaradi tega, da pač omogočimo mladim ljudem, da pridobijo izkušnje, da se pač na nek način lahko, da so bolje zaposljivi v bodoče. Nikakor pa se ne bo povečevalo število zaposlenih, to pa ne bo mogoče. Na seji zavoda so za naslednje mandatno obdobje imenovali sedanjo strokovno direktorico doktorico Darjo Arko. V včeraj objavljenem poročilu protikorupcijske komisije, ki opozarja na problem zdravnikov, delujočih hkrati v javnem in zasebnem zdravstvu, se je na 3. mestu znašel mariborski zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca. Po podatkih KPK naj bi iz tega zavoda v zasebnem zdravstvu delalo kar 78 redno zaposlenih zdravstvenih delavcev. Vodstvo zdravstvenega doma odgovarja, da te številke ne držijo, ob morebitnih kršitvah pa bodo ustrezno ukrepali. Mi smo že zjutraj podali zaprosilo za pridobitev teh podatkov, seveda, in vkolikor bi se izkazalo, da kdo od naših zaposlenih dela brez soglasja, bomo tudi ustrezno ukrepali. Danes je jasno, da je potrebno pridobiti tako soglasje sveta zavoda, kot vseh županov občin ustanoviteljic našega zavoda, kot tudi Ministrstva za zdravje. Športni strokovnjaki pa opozarjajo, da so gibalne sposobnosti otrok v zadnjih 2 desetletjih močno upadle, saj se vse manj gibljajo. Ker se manj ukvarjajo športom in se nezdravo prehranjujejo, je večje tudi število otrok, ki imajo težave s čezmerno težo. Zato je vse več pobud, da bi v šolah povečali število ur športne vzgoje in tako v boljšem zdravju omogočili tudi boljši splošni razvoj otrok. Dečkov s čezmerno telesno težo je v osnovni in srednji šoli že 20%, deklet pa 17%. Moramo ločiti prekomerno težo, debelost, strašljivo je naraščanje prav debelosti. Debelih fantov je, kažejo podatki športno-vzgojnega kartona, 7,5%, debelih deklet pa 5,5%. Čezmerna teža in debelost nista le posledica nezdravega načina prehranjevanja, temveč tudi pomanjkanja gibanja. Zadnjih 10 let pa izrazito upadajo sposobnosti, posebej tiste, ki so povezane z vzdržljivostjo, gibljivostjo. Razmere so se še poslabšale, odkar so pred leti v šoli zmanjšali število ur športne vzgoje. Imate dovolj ur športne vzgoje? Ne! Koliko športne vzgoje pa bi imeli? Cel dan! Tematična vadba, ki so jo deležni vsi v času šolanja, je danes premajhna količina. Manje hoje, manje teka, pomeni tudi ti rezultati kažejo, da so otroci manj vzdržljivi, so tisti 600 metrov ta test sposobni v slabšem času preteči. V vsakem primeru pa je največ izgubljenega, torej, če govorimo o osnovni šoli, nekje od 1. do 5. razreda, tu bi se dalo največ napraviti. V prvem triletju osnovne šole namreč otroke šport poučujejo učitelji razrednega pouka, ne pa zato specializirani pedagogi, pri čemer je tudi otrok pri pouku športa več kot 20, kot je sicer določen normativ za ure športne vzgoje.
To pa pomeni, da ena učiteljica, tudi če zelo se trudi, pripravi na uro zelo težko, bom rekel, dosega cilje. Pobudo, da bi najmlajše osnovnošolce zato hkrati poučeval tudi športni učitelj, so že posredovali mariborski občini. Jaz upam, da bomo tako imeli razuma toliko, da bomo lahko vpeljali to, da v dobro vseh otrok. Gibanje oziroma gibalne sposobnosti so tesno povezane tudi z drugimi otrokovim razvojem, z intelektualnim razvojem, s motivacijo, socializacijo. Želijo si, da bi športni učitelji vsaj na nekaterih osnovnih šolah lahko malčke poučevali že to jesen. Zdaj pa k brezposelnosti, ki je ena večjih težav tudi med mladimi. Junija lani je bilo brez dela kar dobrih 36% mladih, približno tretjina slovenske mladine pa je pripravljena zapustiti državo ter službo in boljše življenje poiskati v tujini. To so rezultati raziskave Mladina 2013, ki so jo opravili na Mariborski univerzi pod vodstvom dr. Sergeja Flereta. O njej pa so danes pregovorili tudi na okrogli mizi. Posebno problematična je brezposelnost, ki se je od leta 2007 močno povečevala. Kot brezposelne se je junija lani ocenilo kar 36% mladih, čeprav podatki Eurostata kažejo le 24%. Se položaj žensk poslabšuje bistveno hitreje kot položaj moških in mi mislimo, da bo to imelo lahko dolgoročno kar opazne posledice za slovensko družbo. Skrbi tudi podatek, da vse od leta 2009 narašča razlika med razpoložljivim dohodkom mladih v Sloveniji v primerjavi s 15 državami v Evropski uniji in je občutno nižji od njihovega povprečja. Po stopnji revščine se slovenska mladina uvršča daleč pod povprečje Evropske unije, nižja je le na Cipru. Eksistenco pa si rešuje s podaljševanjem študija. Torej ni prišlo do izrecnega dviga brezposelnosti, temveč je družbeni sistem opravil s tem, tako da se izrazim, je porinil mladino v visoko šolstvo. Je to dobro ali slabo? Če upoštevamo, da s tem Slovenija stopi na prvo, drugo mesto v Evropski uniji po številu študentov med mladimi, je to nesorazmerno. Pa ko vzamemo k temu še, da je to visoko šolstvo slabo financirano, torej ne more biti kakovostno, potem se vidi, da to ni en resen ukrep. Mladi zato privolijo v negotove oblike zaposlitve, v delo zunaj okvirov formalne izobrazbe in so vse bolj pripravljeni sprejeti mizerno plačilo. Raziskava tudi kaže, da kar 44% mladih pričakuje, da se bo v prihodnjih 10 letih gospodarski položaj še slabšal. Apatija mladih je predvsem povezana s tem, da po končanem formalnem izobraževanju nimajo možnosti za zaposlitev, hkrati nimajo rešenih samostojnih bivanjskih razmer. Poglablja pa se tudi nezaupanje mladih v politiko, ki je gotovo doseglo zgodovinski vrh. Med 907 anketiranimi v raziskavi namreč ni bilo niti enega, ki bi izrazil visoko zaupanje do političnih strank. Še ostajamo pri mladih, tokrat v luči bližajočih se volitev v Evropski parlament. Pri prejšnjih leta 2009 se je Slovenija uvrstila med države članice z najnižjo volilno udeležbo. V Evropi pa se volitev ni udeležilo kar 71% vseh mlajših od 25 let. Da bi mlade spodbudili k obisku volišč, letos v okviru projekta EU-City na 30 srednjih šolah in fakultetah po Sloveniji izvajajo različne delavnice in okrogle mize. Delavnica na gimnaziji Ravne potrjuje negativno statistiko. S preprosto vajo ugotavljajo, da se odstotek mladih, ki sodeluje na volitvah, manjša z oddaljenostjo od odločevalcev. Torej, koliko od vas bo šlo voliti župana? Skoraj vsi se odločijo za stran grem. Ker je pomembno za občino, da se udeležimo, da so neke spremembe z novim županom. Pri državnozborskih volitvah je število neodločenih bistveno večje. Za politiko se ne zanimamo toliko. Bo nekdo tako, se lahko v bistvu nekaj spremenim, bo videti, če se splača iti na volitve. Koliko od vas pa misli iti na evropske volitve? Na strani grem jih ostane le peščica. Pomembno, da ima Slovenija nek glas v Evropski uniji, pa moramo mi poskrbeti, da bo ta glas dober, če ga že imamo. Večina misli, da nima vpliva. Vse tisti, ko so na oblasti, so tako že skozi, se spreminjajo veliko. Sam ne spremljam toliko, ne vem, kaj se tam dogaja. Me to
ne gane, ne zanima preveč, tudi ne se udeležil. Prav povečanju zanimanja za evropske institucije in njihovem vplivu na naše vsakdanje življenje so namenjene te delavnice. Dijaki spoznavajo, kako deluje pač osnove Evropske unije, torej parlament, Evropska komisija in tako dalje. Cilj je v mladih zbuditi odgovornost, da tudi na evropskih volitvah prispevajo svoj glas. Mariborski študentski domovi letos zaznamujejo pol stoletja obstoja. Leta 1964 je bil zgrajen prvi dom s 180 ležišči. Zdaj pa imajo študenti v številnih novih, sodobno opremljenih domovih skupno na voljo skoraj 3000 postelj. Medtem pa so se razmere močno spremenile. Še pred nekaj leti je bilo v domovih težko dobiti prosto mesto, danes pa zaradi manj številnih generacij in socialne stiske s težavo napolnijo zmogljivosti. Tara je ena izmed 80 000 mariborskih študentov, ki so v zadnjih 50 letih bivali v tukajšnjih študentskih domovih. Že od začetka študija živi v enem novejših študentskih domov. Si brez staršev, to je prvo, pa veliko novih ljudi spoznaš. Študent je moj drugi dom, moja druga družina, tako bi lahko rekla. Prvi študentski dom s 180 ležišči na Tirševi ulici so mariborski študentje dobili 3 leta po začetku visokošolskega izobraževanja v Mariboru leta 1961. Z izgradnjo študentskega naselja na Gosposvetski cesti sredi 80-ih se je število študentskih postelj povečalo na dobrih 2000. Z lanskim letom se je njihovo število ustalilo na 2867. V zadnjih 4 letih so večino starih domov že prenovili, razmere pa jih silijo k strogemu varčevanju. Mi smo stroške kar znižali, mi smo se začeli zelo racionalno obnašati tudi pri javnih naročilih, tudi plače naših ljudi v končni fazi so zelo nizke. Kljub temu so študentje z bivanjem v domovih zadovoljni, tudi zaradi nizkih cen, ki se gibljajo med 64 in 135 evrov na mesec. Danes imamo res zelo velike sobe, ki so res na najnovejših standardih. Mislim, vse je res, kakovost je dobra, glede na ceno. Vsako naselje ima fitnese in pralnice, študijske sobe, pač, kjer lahko žurajo. Pač večina teh prostorov se brezplačno uporablja. Ob visokem jubileju mariborski študentski domovi sicer napovedujejo za 500 000 obnovitvenih investicij, svarijo pa pred nepremičninskim davkom, ki jim bo z 0,75% obdavčitvijo odnesel 250 000 evrov letno. Da najemnin za študente ne bodo zviševali, pa si bodo že 3. leto prizadevali tudi z oddajo sob turistom v poletnih mesecih. Nadaljujemo pa na mariborskem sodišču, kjer je na zatožno klop ponovno sedla trojica, ki jo tožilstvo bremeni odgovornosti za utopitev 6-letnega dečka med plavalnim tečajem v kopališču Pristan. Voditelj Jernej Lorbek, lastnik podjetja Kiki Kristjan Habjanič in direktor športnih objektov Maribor Anton Knez so danes podali svoje zagovore. Kljub obžalovanju tragičnega dogodka izpred 4 let pa odgovornosti niso prevzeli. Najbolj čustven je bil zagovor komaj 30-letnega plavalnega učitelja Jerneja Lorbka, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti. Vse življenje je povezan s športom, še posebej v veselje mu je delo z otroci, je povedal. Tudi nesrečnega dne je svoje delo opravil korektno in odgovorno. Otroke je opozarjal na red in varnost. Ostro je zavrnil očitke o malomarnosti, kako je prišlo do nesreče, pa ni znal pojasniti. Tožilstvo mu je januarja ponudilo 8 mesecev zapora, ki bi jih lahko odslužil z družbeno koristnim delom, a se takrat za to ni odločil. Opustil naj bi skrb za tega otroka, kritičnega dne v Pristanu, za katerega je bil zadolžen. Knez in Habjanič, ki ima tožilstvo očita povzročitev splošne nevarnosti, sta bila krajša. Prvi je zatrdil, da so na bazenu dobro poskrbeli za varnost otrok, tudi inšpekcije niso ugotovile nepravilnosti. Po dogodku pa so še dodatno poskrbeli za varnost. Med drugim zdaj učiteljice spremljajo otroke tudi v času tečaja na bazenu. Po moji osebni oceni smo naredili vse za varnost in pa upoštevali smo vse standarde. Danes je pred sodnico stopilo tudi nekaj prič, ki so opisale dogajanje. Staršev pokojnega Marcela ni bilo, kot je povedal njun pravni zastopnik Danijel Planinšec, zato še niso sposobni. Naslednja obravnava, na kateri bo zaslišanih še več prič, se bo nadaljevala 1. aprila. V nadaljevanju preglejmo še pomembnejše dogajanje drugod po Sloveniji. V državnem zboru poslanci razpravljajo o predlogu sprememb zakona o davku na nepremičnine.
Novost je, da je koalicija k zakonu vložila dopolnilo, s katerim bi se obdavčitev industrijskih in poslovnih nepremičnin ter zemljišč znižala zdajšnjih 0,75 na 0,59 odstotka. Z novelo zakona se bo poenotila obdavčitev vseh stanovanjskih nepremičnin na 0,15 odstotka, rok za urejanje podatkov pa se bo podaljšal do 30. aprila. Opozicija koaliciji očita, da se sprememb loteva, ne da bi počakala na odločitev Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče bo namreč jutri ustno razglasilo odločitev glede skladnosti zakona o davku na nepremičnine z ustavo. S tem bo jasna usoda enega od ključnih javnofinančnih ukrepov države v tem letu. Pred razglasitvijo se odpirajo številna vprašanja tudi o nadaljni poti novele zakona, ki je trenutno v parlamentarnem postopku. Vlada bo obisk na Gorenjskem začela jutri z delovnim posvetom v Kranju, zvečer pa bo na Jesenicah še srečanje vlade z župani, gospodarstveniki, poslanci in državnimi svetniki Gorenjske regije. Ob 12. je predviden podpis kohezijskih pogodb za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save na območju Kranjskega in Sorškega polja ter oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save. Sinoči so v mariborskem gledališču podelili najvišje nagrade in priznanja na področju kulture, Glazerjevo nagrado in listine. Glazerjevo nagrado za življenjsko delo na področju literature je prejel pesnik, publicist in urednik Andrej Brvar, listine pa doktorica Marija Švajncer za znanstveno monografijo Vpogled v azijsko duhovnost. Dramatik in pesnik Roke Vilčnik za zbirko dram Ameriška trilogija ter skupina arhivskih sodelavcev Zdenka Semlič-Rajh, Žiga Oman in Lučka Mlinarič za znanstveno monografijo in razstavo Maribor, mesto, hiše, ljudje. Portrete nagrajencev bomo predstavili v torkovi oddaji Glasnik. Danes zaznamujemo Svetovni dan gledališča. Večkrat nagrajena britanska igralka Judi Dench je v poslanici zapisala, da je to priložnost za počastitev gledališča v vseh njegovih pojavnih oblikah. Poudarila je, da je gledališče vir zabave in navdiha, hkrati pa združuje različne kulture in ljudi po vsem svetu. V Kibla portalu na Studencih v Mariboru pa so pripravili mednarodno konferenco Mi odpustimo, na kateri so spregovorili tudi o socialnem gledališču in gledališču zatiranih. Konferenca še poteka, več o njej pa v jutrišnji dnevniški rubriki o kulturi. Šport nadaljujemo pa na nogometnih zelenicah. Na obeh polfinalnih tekmah slovenskega nogometnega pokalnega tekmovanja so dosegli po zadetek. V Velenju so si nogometaši Gorice odločilno prednost priigrali v končnici, v Mariboru pa so domači igralci večni derbi z Olimpijo odločili že v prvi četrtini tekme. Medtem ko so Goričani do morda zlatega zadetka prišli v zadnji minuti, so Mariborčani kronali premoč na terenu že v 23. To jih je zadovoljilo do te mere, da so po zadetku pritisk na nasprotnike močno umilili. Enostavno smo bili izredno dobri v prvih 35 minutah. Enostavno ravno v tem delu igre bi lahko zadeli oziroma mogli zadeti večkrat, ampak nam ni uspelo. Potem drugi polčas se je normalno Olimpija malo dvignila, mi smo malo padli. Dejstvo je, da so nekateri fanti obremenjeni sobota, sreda, že kar nekaj tekm zaporedoma, ampak proti največjemu tekmecu oziroma največjemu derbiju smo šli z ekipo, katero smo želeli priti do zmage, in to nam je uspelo. Ker je v mreži vratarja še lige končala le ena žoga, so lahko Ljubljančani zadovoljni z izidom. Dosegli so rezultat, ki jim daje realne možnosti za uvrstitev v finale. Ena bitka je izgubljena, vojna šele. Čez en teden se znova srečamo in jaz upam, da nas bojo podprli tudi gledalci v Ljubljani. Mislim, da smo se nas res borili za grb, za mesto Ljubljana, in upam, da jih bo prišlo čim več in da skupaj vržemo ven v Maribor. Povratni tekmi bodo odigrali v sredo, 2. aprila. Takrat lahko pričakujemo precej napadalnejšo Olimpijo. Maribor bo najverjetneje igral podobno, kot je v drugem polčasu prve tekme, ko se je usmeril predvsem v kontroliranje dogodkov na sredini igrišča. V prvi ženski odbojkarski ligi so do konca sezone le še finalne tekme. Za prvo mesto se bodo pomirile Mariborčanke in Kamničanke. Slednje so se morale za zmago na tretji polfinalni tekmi proti Formusu močno potruditi, saj so prvi niz izgubile, drugega pa dobile tesno s 25-22. Prva finalna tekma bo v soboto, ko se bodo za tretje mesto potegovale tudi odbojkarice Braslovč in Formisa. V moški konkurenci so v prvih polfinalnih tekmah Ljubljančani premagali Kanavce, Prekmurci pa Kamničane.
V delu prve košarkarske lige, v kateri 6 ekip igra za obstanek, so si mariborski košarkarji doma priigrali pomembno zmago in dosegli 8. par točk v tej sezoni. Po podaljšku so z 91-85 premagali drugouvrščene Portorožane, ki imajo zdaj le še točko prednosti, a so še vedno v dobrem položaju za igranje v končnici državnega prvenstva. V soboto bodo zmagovalci znova igrali v dvorani Tabor, to pot proti Slovanu. Poražence pa čaka doma zahtevna tekma proti prvouvrščenemu Grosuplju. Celo tekmo smo nekako držali ritem, edino na koncu smo malo padali. Tukaj nismo držali naše koncentracije na visoki ravni in to je ena ekipa, kot je Portoro znala izkoristiti, oni so izkušeni. Na srečo smo se dosti hitro razbrali, tako da smo prevedeli tekmo do konca. Jaz mislim, da smo zasluženo zmagali, ker smo celo srečanje vodili. Tokratni pregled mednarodnega dogajanja začenjamo s stavko na nemških letališčih. Na več nemških letališčih so danes zaposleni za več ur prekinili z delom. Stavko sindikat Verdi krepi pritisk pred novim krogom pogajanj o zvišanju plač v javnem sektorju. Na letališču v Frankfurtu se je stavke udeležilo več kot 90% vseh prizadetih sodelavcev. Obsežne opozorilne stavke na 7 nemških letališčih so danes poskrbele za številne odpovedi letov in zamude. Na letališču v Frankfurtu, ki je najpomembnejše nemško vozlišče, so odpovedali 554 poletov. Ameriški predsednik Barack Obama svojo pot po Evropi končuje na Apeninskem polotoku. V Vatikanu ga je pred nekaj urami sprejel papež Frančišek. Za zaprtimi vrati naj bi se pogovarjala o boju proti revščini in zmanjševanju neenakosti po svetu, izognila pa se nista niti ukrajinski krizi. Njuno prvo srečanje sicer spremljajo poostreni varnostni ukrepi. Za varnost v Vatikanu skrbi kakih 1000 vojakov in policistov. Obama se bo po srečanju s papežem sestal še z italijanskim predsednikom in premierjem. Tajski satelit je v Južnem Indijskem oceanu posnel okoli 300 plavajočih predmetov, ki so morda povezani z izginulim malezijskim letalom. Predmeti veliki do 15 metrov so raztreseni na območju okoli 2700 km jugozahodno od avstralskega Perta. Tajske oblasti tudi tokrat ne morejo potrditi, da gre za ostanke pogrešanega letala. Iskanje je bilo danes prekinjeno zaradi neviht in silovitega vetra. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington so sporočile, da se je število pogrešanih po sobotnem plazu v kraju Oso severno od Seattla zmanjšalo. Še vedno iščejo 90 ljudi, plaz pa je po zdajšnjih podatkih vzel 24 življenj. Reševalci morebitne preživele iščejo s psi, posebnimi laserji in helikopterji. A upanja, da bi pod gmoto ruševin, zemlje in kamenja bil še kdo živ, je vse manj. Še vreme, jutri se bo delno zjasnilo, popoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možne posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli -1, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo v izpostavljenih legah spet možna slana. Spremljali ste Dnevnik televizije Maribor, ostanite še naprej v naši družbi.